Pozdravljeni! Danes bo tekla beseda o tistih voznikih, kateri v prvi tretjini sezone 2019 niso dosegli pričakovanih rezultatov in so razočarali. Razočarali navdušence, razočarali ekipe, nekateri lahko celo razočarali lastne navijače. Seveda pri vsakomur lahko dobimo napake, slabše dirke, a menim, da trije naslednji vozniki so tisti, kateri bojo morali v nadaljevanju sezone pokazati bistveno več, kot smo videli do sedaj. Začnimo s Pierrom Gaslyjem, kateri je prišel v ekipo Red Bulla iz Toro Rossa. V Toro Rossu je bil vodilni voznik, razvijal pogonske sklope Honda, imel nekaj blestečih dirk in zasluženo dobil sedež v prvi ekipi. Da bo on tista naravna zamenjava za odhajajočega Daniela Ricciarda, menim, da je nekako bilo samoumevno. A po drugi strani, tisto, kar smo videli v prvi tretjini te sezone, je daleč pod pričakovanji. Razlika med njim in Maxom Verstappenom je ogromna. Sicer ne bi bilo realno pričakovati, da bo Pierre Gasly boljši od Maxa Verstappena, a nekje realno bi bilo, da bi bil tik za njim z majhnim zaostankom, kot ga vidimo. Pierre Gasly se ne znajde v Red Bullu, ta bolid, katerega ima na razpolago, mu ni pisan na kožo in ne more se tako hitro prilagoditi, da bi dosegal rezultate. Glasovi o njegovi zamenjavi že med sezono mislim, da so neutemeljeni, a kljub vsemu menim, da Helmut Marko kaj več kot do konca te sezone ne bo čakal, da bo Pierre Gasly pokazal tisti svoj talent in svojo hitrost. V vsakem primeru se bo moral v ostalih dveh tretjinah sezone bistveno bolj potruditi in pokazati, da je vreden mesta, ki ga drži. Drugi, kateri po mojem osebnem mnenju veliko razočaranje, je Antonio Giovinazzi. Voznik z izkušnjami, pred začetkom sezone je sodeloval že na 2 dirkah, testni voznik, voznik na prostih treningih, a kljub vsemu razočaranje. Čeprav je Kimi Räikkönen dokazal, da je bolid Alfa Romeo Racing sposoben dosegati rezultat, dosegati točke, Antonio Giovinazzi se še ni uspel vpisati med dobitnike leteh. Nekako mi prihaja na misel tista pripomba Günterja Steinerja o tem vozniku, ko se je Ferrariju zahvalil, da ga ne potrebujejo na petkovih prostih treningih, kajti z njim si nimajo kaj dosti pomagati. Od voznika z njegovimi izkušnjami, z njegovo kilometrino, bi pričakoval, da bi saj dosegel nekaj točk s takim bolidom. Namesto tega smo bili pa priča ogromno nesrečam, ogromno trkom. Antonio Giovinazzi, ukolikor želi nadaljevati kariero voznika Formule 1, bo po mojem mnenju moral pokazati bistveno več od tistega, kar smo videli na dirkah do sedaj. In to menim, da bo lahko edina možnost, da bo rešil svoj sedež pri ekipi Alfa Romeo Racing. Zadnji in verjetno najbolj očiten primer je pa Robert Kubica. Ta je imel že v prejšnjih sezonah ogromno podporo, tako strani medijev kot strani navijačev. A tisto, kar sem sam opazil v letošnji sezoni, je daleč od tistega, kar so obljubljali mediji in navijači. Namreč, opisan je bil kot neke vrste rešitelj Williamsa v krizi, kako bo on s svojo hitrostjo, s svojimi izkušnjami pomagal narediti Williamsu tisti korak naprej in ga izvleči iz krize. Kar smo videli na progi, je pa čisto nasprotje temu. V primerjavi z moštvenim kolegom, kateri je novinec, ni niti enkrat samkrat bil boljši od njega. George Russell je bil hitrejši tako na vseh kvalifikacijah kot na vseh dirkah. Glasovi, da nimata enakega materiala, so bili potihnjeni s tem, da sta si zamenjala šasiji, a rezultat se ni spremenil. Kljub ogromni podpori navijaču Robertu ne uspe. Ukolikor hoče rešiti saj tisto nekaj malega, bom rekel, slovesa, ki mu je ostalo iz prejšnjega svojega obdobja v Formuli 1, se bo moral do konca sezone bistveno popraviti. Treba je imeti pred očmi, da tiste njegove najboljše dirke v Formuli 1 so se zgodila več kot desetletje od tega. Je poškodovan, ima resne probleme z roko in kljub temu, da je fantastičen ta njegov povratek v Formulo 1, če hoče biti konkurenčen, mora pokazati bistveno več, kot je pokazal do sedaj.
Ukolikor bo nadaljeval v tem slogu, v tem smislu, menim, da bo njegova sezona za oceniti prav tako, kot smo lani ocenili na primer sezono Sergeja Sirotkina. Čeprav je Sergej dosegel točke, si želim, da jih bo tudi Robert, si želim tudi, da jih bo Williams, a vsekakor je treba pokazati več, ukolikor se hoče nekako izpolniti tiste obljube, katero se je dalo publiki in predvsem lastnim navijačem. Sezona je seveda še dolga. Vsi vozniki bojo imeli kar se da dosti priložnosti, da se bojo izkazali. Ti trije pa še posebej, kajti ukolikor se ne bojo izboljšani, menim, da je njihova prihodnost v Formuli 1 resno ogrožena. Hvala za vašo pozornost in vidimo se v naslednjem prispevku.